Živijo in lepo pozdravljeni v angelskih navdihih, prvih v letu 2018. In sicer danes je polna luna v znamenju raka. Pozdravljeni v In, angelskih navdihih, prvih. Hkrati smo v znamenju kozoroga in glede na to, kako stojijo različni planeti v današnjem dnevu, je ena taka zelo zanimiva kombinacija nasprotij med tem osebnim, intimnim življenjem, ki ga prinaša v bistvu energija raka, in pa na drugi strani med tem, kar kozorog predstavlja zelo mentalno, zelo v bistvu naven usmerjeno, zelo delovno znamenje, tako da ta balans in tudi letošnje leto bo zelo leto harmonije, se pravi, kje smo v harmoniji, kje nismo v harmoniji in kako združujemo nasprotja. Tako da za tiste, ki mogoče prvič gledate, Manca Razboršek je moje ime in sem Life and Soul Coach in pa transformacijska mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko energijo, uživati v življenju in navdihovati druge. To je zelo pomembno, da v bistvu s svojim zgledom, s tem, da ko živimo svoje življenje avtentično, dajemo navdih in dovoljenje drugim, da tudi oni živijo svoje življenje na najbolj možen avtentičen način. Tako da vstopili smo v leto 2018. Želim vam eno čudovito, fantastično, nepozabno leto. Vsega dobrega, predvsem pa naj se zgodi vse tisto, kar je v vaše najvišje dobro. Tako da srečno 2018. V tem letu oziroma že v decembru se je nekako zelo intenzivno pokazala ta energija po načrtovanju, po tem, da se stvari postavijo, da se temelji postavijo. In tako da sem že splanirala tudi vse dogodke do junija, pravzaprav do poletja. In tisto, kar bo prvo na vrsti že v mesecu januarju, bo ponovitev videoserije Avtentične in ženstvene. In sicer tukaj na kanalu Manca Razboršek Life and Soul Coach, se pravi na Facebooku, ker je to en kanal, preko katerega se mi zdi, da tudi najrajši gledate, najrajši spremljate stvari in si tudi vzamete čas. Tako da, če še niste všečkali Facebook strani Manca Razboršek Life and Soul Coach, jo dajte, zato da boste pravočasno obveščeni. Bo pa tudi zdaj v kratkem na voljo marsikaj, da si boste zapomnili in da boste lahko to videoserijo tudi spremljali. Zelo lepo vas pa povabim tudi v skupino, ki je bolj zaprte narave, to je Aktiviraj, uživaj, navdihuj, je prav Facebook skupina, ki jo vodim, in tam pa v bistvu bolj ženske teme, še bolj gremo v globino, še bolj se ena taka skupnost ustvarja in tudi ob polnih lunah je vedno na voljo v tej skupini ena taka posebna meditacija ali pa v praznih lunah, odvisno kako začutim, ker zelo rada delam z energijo Kuan Yin oziroma ta energija se zelo z veseljem tudi pretaka skozi mene in tudi danes sem pravzaprav se že povezala s Kuan Yin in jo prosila, da preda tiste energije za začetek leta in tako in bo zvečer tudi na voljo meditacija, tako da v Facebook skupini Aktiviraj, uživaj, navdihuj jo najdeš. Zdaj pa se gremo povezati s svojim srcem, svojim višjim središčem. Pred navdihi namreč se vedno povežemo, zato da se v to skupno energijo lahko povabi angele, ki nam potem predajo ne za vsakega posebej, ampak za našo skupnost. In ker smo povezani, se nas to tako ali tako tudi tiče, in lahko potujemo in plujemo s temi energijami. Tako da tudi v letu 2018 angelski navdihi vsak ponedeljek ob 7. zvečer, potem pa meditacija angelska, ki se odvija v živo, ne na online, ampak v živo v prostorih Lekarne za dušo, kjer je moj sedež, tako da se prijavite kar na mail info@manca.si in
pridete ob 7 zvečer v ponedeljek, kjer imamo pa meditacijo, kjer se še bolj globoko potem povežemo z temi energijami, ki pridejo preko navdihov. In to je ena taka res lepa stvar, ko tako poboža dušo, ko si nadenemo angelska krila, ko v bistvu skozi sebe spustimo angelske energije. In za okus pa v bistvu samo to odpiranje srca, odpiranje srčne čakre in povezovanje skozi srce, ker je to zelo, zelo pomembno in tudi v letu 2018 bo še toliko bolj, zato da se uskladimo s tem, kaj je naša notranja harmonija, naša notranja resnica in ta nas potem vodi tja, kamor je prav. Torej, lepo udobno se namestite. Ne glede na to, kdaj to gledate, kdaj spremljate te navdihe, se vedno lahko povežete na to energijo, ker energija ne pozna prostora in časa. In ta eterični odtis tega dogodka vedno ostane. In ker se vedno povezujemo skozi višje srčno središče, skozi višjo srčno čakro, skozi v bistvu to božansko ljubezen, ki prihaja iz izvora, se vedno lahko priklopite na to, vsaj toliko, da začutite, kaj to pomeni, in potem tudi lahko greste naprej v teden na malo drugačen način, z eno višjo vibracijo. Torej, udobno se namestite, naredite en globok vdih in izdih in samo opazujete dihanje, opazujete vdihe in opazujete izdihe. In date s tem svojemu umu nalogo, da se umiri, da opazuje, kako se vaše prsni koš dviga in spušča, kako date svojo pozornost na to, kaj se dogaja v telesu, ko vdihnete in kaj se dogaja, ko izdihnete. In zdaj date namen in poskušate ali pa vdihnete še v trebuh, tako da vdihnete v trebuh in v pljuča istočasno. Da se trup razširi in ko izdihnete, se spusti in malo skrči. Zdaj si predstavljate, da ne dihate samo s fizičnim telesom, ampak da vdihnete v svoje eterično telo in izdihnete v svoje eterično telo. Da vdihnete v svoje čustveno telo in izdihnete v svoje čustveno telo. Da vdihnete v svoje mentalno telo in izdihnete v svoje mentalno telo. Da vdihnete v svoje astralno telo in izdihnete v svoje astralno telo. Da vdihnete vsa svoja višja telesa, če se jih zavedate ali ne, in izdihnete vsa svoja višja telesa. In z vsakim vdihom, z vsakim nadaljnjim vdihom, dihate v vsa telesa vaše lastne multidimenzionalnosti. In zdaj date svojo pozornost na sredino prsnega koša. Na sredino svojih prsi znotraj, kjer si predstavljate, da žari svetla točka, svetla lučka. In naslednji vdih si predstavljate, da vdihnete božansko ljubezen, ki prihaja iz izvora, in jo izdihnete vsa svoja telesa. In z vsakim vdihom, ko vdihnete v svojo svetlo točko znotraj srca, se ta poveča in še bolj zasije in še bolj zažari. In z namenom in dihanjem jo povečate, da se razširi čez celoten vaš prsni koš. In zdaj si predstavljate, da z naslednjim vdihom vdihnete še enkrat v to svoje srčno središče. In ko izdihnete, je to kot val, ki se razširi okrog vas, v vaše telo, v vaša nefizična telesa in še naprej.
In z vsakim vdihom in izdihom se valovi, tako kot če v tolmun vržete kamen in se tisti vodni valovčki razširijo v vse smeri, v horizontalo, razširi tudi vaša srčna energija. In ko se ta srčna energija sreča z drugimi valovčki srčne energije, se ustvari močno vibracijsko polje, ki se širi preko ozemlja Slovenije in se srečuje s tistimi drugimi, ki ne živijo v Sloveniji, pa tudi poslušajo in prisluhnejo tem navdihom. In počasi se te valovčki razširijo na celoten planet Zemljo in se združijo s tistimi, ki so odprli svoje višje srčno srce, svoji božanski iskrici in se skozi njih pretaka božanska ljubezen. In ko se ti vibracijski valovčki združijo, ko prekrijejo planet Zemlja, narediš še en globok vdih in izdih in dovoliš, da plavaš in pluješ v tej vibraciji božanske ljubezni. In sedaj v to polje povabimo angele, povabimo bitja svetlobe, ki prihajajo z namenom, da nam pomagajo dvigniti našo vibracijo in da še okrepijo to polje božanske srčne ljubezni. In s tem odprtim srcem prisluhneš temu, kar se dogaja v tvoji energiji, v energiji planeta Zemlje, v teh angelskih energijah, ki so prisotne. Narediš še en globok vdih in izdih in z zavestjo povezanosti odpreš oči z izdihom, ki ti odgovarja. In se prepustiš in sprejmeš informacijam, ki pridejo ali preko tega kanala ali preko tvojega kanala. Za teden, ki je pred nami, za ta vstop v novo koledarsko leto, ko nam angeli želijo sporočiti. Poglejmo, kaj. Dvojka Zemlje je prva karta. Dvojka, zanimivo zato, ker letošnje leto 2018, če ga seštejete, se sešteje v 11 oziroma v 2, se pravi, je dvojka. Samo da preverim. Ja. Ja. In to je dualnost, to je polarnost, to je harmonija in prva karta je dvojka. Zemlja kot element, se pravi kot tisti del energije, ki je že tukaj, ki je že oprijemljiv, ki je že konkreten. In v bistvu ta karta nam sporoča, da je potrebno se odločiti, kaj želimo, da ni več čas za tisto prepuščanje valovom, ampak da smo mi tisti, ki damo smer. In sicer konkretno smer, a ne, se pravi, če si predstavljate sebe kot barko na sredi morja. Lahko pustite vse, a ne, in v bistvu vas morje premetava sem in tja, kakor pride in nikoli ne veste, kje boste končali. Lahko pa rečete, ok, vem, v katero smer plujem, ja, vmes bojo valovi, vmes bo premetavalo, vmes bomo mogoče skrenili smeri, ampak jaz vem kam. Katera je vaša zvezda vodnica, ki vas vodi, da plujete v pravo smer. To je sporočilo te karte, hkrati je pa sporočilo te karte, oziroma te energije so to tiste, da je potrebno ne biti tako resni, bolj igrivi. Angeli vedno od vsega začetka, od prvega stika z mano, zmeri, pravi, vi ste kot ljudje, kot
kot človeštvo ste čist preresni, premalo se igrate, premalo igrivosti je. Dajte več igrivosti vpeljati. Tako da igrivost kot mogoče ena taka komponenta leta 2018, ko bojo stvari mogoče težke, okej, ne, kako bolj igrivo pristopiti k stvarem, ne tako resno. Ne, tako da dvojka Zemlje kot tista energija, ki nas vodi v neko smer, da vemo kam, hkrati pa bolj na igriv način. Tako da potem se bojo tudi lažje stvari odpirale, konkretizirale in manifestirale. Naslednja karta je paž zraka. Paž zraka. Paž zraka v bistvu govori, in to je bolj mentalna energija, se pravi energija, ki je povezana z našim načinom razmišljanja, z tem, kako stvari dojemamo, kakšna so naša prepričanja. In glavne značilnosti te energije so v bistvu tako malo polarne, ne. Na eni strani doslednost, na drugi strani vročekrvnost. Na eni strani v bistvu radovednost, na drugi strani zelo ena taka usmerjenost. Tako da zelo tudi podobno kot današnje energije polne lune. In ko imamo stvari znotraj sebe uravnotežene, ko v bistvu se zavedamo vseh aspektov, a ne, se pravi tudi igrivost, ki smo prej govorili, na drugi strani pa odgovornost, a ne, včasih se mogoče na prvi pogled to izključuje, ampak šele ko oboje upoštevamo, takrat stvari pridejo na drugačen način. In prej sem rekla, a ne, da pač a imamo svojo smer, a imamo svojo vizijo, ne, tukaj pa piše v bistvu spremembe načrtov, a ne, se pravi, a veste, to je zadnje čase mi zelo veliko prihaja ta prispodoba Kolumb, ne. Kolumb se je odločil, da bo, njegov načrt je bil, da bo po drugi strani Zemlje obplul in prišel v Indijo. Ne, to je bil njegov načrt. Ampak pač vmes je pa Ameriko odkril. Ne, tako da včasih imamo neki načrt, potem se pa nekaj drugega zgodi, ampak če ne bi imeli svojega tega prvotnega načrta, se tudi tisto ne bi zgodilo. Tako da, če vas stvari vržejo iz tira, ker ne gre vse po načrtih, ker so spremembe, ker pride do nekih drugačnih okoliščin, kakor smo jih predvidevali, ne, pač boste pa odkrili Ameriko na poti do svojega cilja, ne. Ni zdaj to nič tragičnega. Pa to, kar še zdaj močno pride, je, da imamo vodstvo, imamo podporo na tej poti in imamo tudi svoje, predvsem je to v nas, ne, to notranje vodstvo in da smo polno opremljeni za tisto, kamor želimo oziroma kamor potujemo, tako da ne se bati, da vam kaj manjka ali pa da na kaj niste pripravljeni. Vse je urejeno na višjih nivojih. In pa še zadnja, trojka vode, čustva. Čustva, ampak to je že v bistvu naprej, naslednji korak od dvojke in na čustvenem področju, kjer je pa zelo pomembno praznovanje. Se pravi, ta igrivost, ki sem rekla na začetku, in pa praznovanje, zavedanje tega, kam gremo, kateri so tisti ta pravi koraki, vse to je zelo pomembno, a ne. Zdaj ne govorim tukaj za celo leto, govorim za ta teden, ne, se pravi to praznovanje, ki je bilo. A ste praznovali dosežke in uspehe leta 2017 in a se veselite že, kako boste praznovali svoje dosežke, svoje odkritja Amerike že v letu 2018, a ne, na to ne pozabiti. Se pravi, bolj ta igriv pristop, tudi na tej karti so delfini, a ne, delfini znajo biti zelo igrivi, zelo zabavni, zelo sproščeni in so nam lahko na neki način vodniki, ko gremo tudi skozi neke čustvene spremembe, čustvene turbulence. Se pravi, danes, ker je polna luna, a ne, imamo zelo to polarnost med tem čustvenim in pa nekim zelo takim mogoče mentalnim pristopom. Dajte sprobati, kako v bistvu se na tem čustvenem področju lahko zabavate, lahko igrate, da ne jemljete preresno, da si postavljate načrte na igriv način. Tako.
Tako da to je v tem tednu energetska podpora, ki jo imamo, oziroma energije, skozi katere plujemo, se pravi, imamo in konkretno zemeljsko energijo in v bistvu mental in čustva, kako to uskladiti, zato da pride res do neke konkretne materializacije oziroma prizemljitve, utelešanja, karkoli že pač počnete. Tako da bodite pozorni, bodite pridni. Kaj sem zdaj rekla, zakaj pa pridni? Ja, pridni v tem smislu, da bodite opazovalci tega, kar se dogaja, da spremljite, da opazujte na ta način. Tako da, kot sem začela že v mesecu decembru, pa tudi danes še ena misel iz angelskih svetilnikov. Angelski svetilniki so v bistvu knjiga, ki sem jo napisala po nareku angelov. In sicer, ko sem delala readinge za druge ljudi, sem si to, ko sem kanalizirala, sem to zapisovala, potem sem pa to zbrala, anonimizirala in je nastala ena taka luštna knjigica, ki jo lahko berete tako, da nekje odprete. In meni se je tukaj odprla na tejle strani, kjer je tale odstavek. Prebudi se iz sanj fizične realnosti in vedi, da si že v polni radosti, ki izhaja iz ljubezni. Kar v sebi veš in poznaš ta občutek, se ti zdi, kot da ti manjka. Ker v sebi veš in poznaš ta občutek, se ti zdi, kot da ti manjka. Vendar naj ti povemo, da ni tako. Dovoli, da ti pomagamo spomniti se, da je že vse popolno. Naj te obsujemo z radostjo. Tvoje poslanstvo je, da to radost širiš naprej v fizično realnost. Se pravi, to, kar smo imeli pri pažu, da vse že je tukaj, da imamo vodstvo, da imamo radost, da imamo igrivost, če smo govorili o igrivosti, vse to že je v nas in v bistvu tam, kjer ste na pravem mestu, ali da naredite spremembo, ali da sprejmete nove odločitve, da se premaknete naprej, se pravi tudi na čustvenem nivoju, stvari so tako, da čustva znajo zelo stagnirati, zelo se znamo v njih ujeti in je treba narediti nek premik. Zdaj pa kakšna čustva so, to pravzaprav ni pomembno, tudi če so slaba, tudi če so neprijetna, tudi če so grozna, če nič ne naredimo, bojo tam ostala. In najlažje se je v bistvu z radostjo, se pravi, kje pa najdete radost v sebi, če jo ne najdete, jo je treba poiskati, nekje sigurno je, lahko pridete tudi k meni, in ta vas potem vodi, ta je potem lahko vaša tista zvezda, vodnica. Tako da ne bom, oziroma sem že malo predolga, danes vam želim še eno lepo praznovanje še naprej, še cel teden lahko praznujete, ne rabite biti še takoj v najbolj resnih energijah. Če še nimate te knjigice, v letu 2018 je lahko tudi vaša vodnica. Bom dala link spodaj pod tale video oziroma na spletni strani Lekarna za dušo jo dobite. In pa spremljajte Facebook stran Manca Razboršek Life and Soul Coach, kjer boste zvedeli, kako in kdaj lahko spremljate video serijo Avtentične in ženstvene, kjer bo 8 žensk oziroma 8 žensk spregovori o svojem videnju ženske energije in ženske esence. Naj vam bo začetek leta prijeten, radosten, igriv in se vidimo v naslednji ponedeljek v novih navdihih. Tisti, ki pa želite priti na meditacijo ob 7, pa na info@manca.si. Čau, čau.